Ja, jaz sem bil povabljen tukaj, da povem nekaj o pravni vsebini teh odločb, ki so bile izdane, in sicer umil sem se samo na primer Janeza Janše, kaj drugega, kako te volitve, jaz zadeve ne bi razlagal politično ali pa kakšnih političnih vidikov, ker dobro, to niti ni moja stvar. Pregledoval bi to obsodbo samo in obtožbo, ki bi prej, samo iz pravnega vidika, koliko je odskladno s pravom ali ne in koliko to prikazuje naše organe, ne, ki odločbe oziroma akte izdajajo kot organe pravne države. Več vse procesa nisem spremljal sistematično, kolikor sem slišal po televiziji, kolikor se je slišalo, sem tudi že študenti razpravljal, ampak nekako človek ni bil tako pripravljen dati nekih takih dokončnih sodb po kvaliteti, ampak zdaj, ko je po sodbi, ko sem prebral torej to obtožbo in obsodbo, sem videl, da sta absolutno nekvalitetni in kažete na veliko nepoznavanje tožilstva in sodišča lastnega prava, kaj lastno pravo pomeni in kako morajo se potem s takšno, bi rekel, nesposobnostjo vključevati v neke evropske procese, velika evropska sodelovanja. No, oziroma bi se mogoče na vodoma sam uvodno oceno na to, da moram odklonilni odnos do uvodne floskule v predveju državnega tožilca. In sicer, ko pravi, in če je korupcija zlo, potem tisti, ki se proti zlu ne bori, zlo podpira tudi sam. Jaz mislim, da to niso izjave, kot je odvetnik rekel, iz nekega prejšnjega režima. To so izjave iz časov inkvizicijskega preganjanja čarovništva, ker se je pozivalo k nekemu obračunavanju z zlom, ne, in to preko ljudi, katerim pa sicer niso mogli niti dokazati neke vzročne povezave z zlom, niti niso mogli jim dokazati kakšne, še posebej pa tudi ne krivde, ampak vnaprej so bili določeni, da so pač sodelovali oziroma s tem zlom in da po potrebi bo to tudi dokazali z lastnim priznanjem. Tako da se, to je, mislim, to je na nekem zelo žalosten pogled na to, kako naj se pravo in pravna država, kako naj pravo in pravna država delujeta. In še posebej pa, kako naj deluje tožilstvo v pravni državi. Več ali manj ostaja to, da je tožilec ima samo pravico in dolžnost preganjati kazniva dejanja v skladu z načelom zakonitosti. To pomeni, da preganja samo tista dejanja, ki so v zakonu določena kot kazniva dejanja. Če on vidi kakšno zlo ali pa kaj drugega preko tega, tukaj on ni pooblaščen za tega. Pravo se uporabi zoper nekoga samo v tistem obsegu in tistem meri, kot zakon to predvideva. No,
Zdaj, če gledamo potem pa in primerjamo obtožba, vpis javne obtožbi in v obsodbi se ujemata. Vendar ta dva opisa imata eno veliko napako. Najprej sta nepopolna, sama seboj nasprotjo in tudi nerazumljiva. Nepopolno je zato, ker se ob povzemanju zakonskih znakov kaznivega dejanja ne navajajo dejstva, ki sta odločilna dejstva, v katerih se izražajo te znaki. Te znaki se nikoli ne izražajo v tisti splošnosti, ki si je zakonodajalec zamislil, ampak se vedno izražajo na nek poseben konkreten način. In ta konkreten način mora biti vpisan v obtožbi, da potem vidimo, ali to ustreza tistemu abstraktnemu opisu iz zakona. Drugo je, da je sam seboj nasprotil, to je pa zato, ker tukaj začne pisati, pogledajte, pisati zakonske znake. Jože Zagožen in Ivan Janša sta skupno storila kaznivo dejanje, skupno pomeni v sostorilstvo. In skupno mora biti skupna aktivnost in skupni naklep, skupna zavest. Potem pa pravi tako, da je Ivan Janša za drugega sprejel obljubo nagrade, Jože Zagožen pa zase. Torej, tudi naklep še ni bil isti pri enem in drugem. En je sprejel za nekoga drugega, ta pa zase. Tako da se tukaj že razlikuje se pa tudi v načinu dejanja. In sicer Ivan Janša naj bi sprejel obljubo nagrade, dočim Jože Zagožen pa terjal obljubo nagrade. To so dve različne ravnanja, sprejeti in pa terjati. Tako da tukaj, kako je sostorilstvo tukaj bilo storjeno, je vprašanje. Sicer pa po drugi strani sostorilstvo pri tem kaznivem dejanju je tako rekoč izključeno. Namreč zakon določa kot način storitve kaznivega dejanja, tisto izvršitveno dejanje, je pravzaprav sprejem obljube. Zdaj, sprejem obljube pa ne pomeni prejem obljube. Sprejem pomeni voljno zato, da si ti za to obljubo, da rečeš, da tudi darilo moraš ne samo da prejeti, da še vedno lahko odkloniš, ampak da moraš sprejeti, izraziti moraš svojo voljo, da ga sprejmeš. In tukaj moraš svojo voljo izraziti tudi moraš povedati tistemu, ki daje obljubo. Zakaj? Ker je ta sprejem obljube kazniv le, če je povezan s proti, da rečemo, obljubo, ali pa se sprejetjem nasprotne obveznosti, da bo z izkoriščanjem svojega vpliva posredoval, da se opravi kakšno uradno dejanje. In tukaj je zdaj, to je sprejem obljube, je čisto individualno dejanje. To je izjava volje, je individualna. Tudi zakonca, ko sklepata zakonsko zvezo, izrečeta oba sicer da, ampak vsak izreče zase. Tako da to ni neko njuno skupno dejanje, skupna aktivnost, nego vsak je izrazil voljo. Nadaljne aktivnosti so lahko skupne, ampak to je čisto individualna odločitev, individualna presoja, ko sprejmeš to. In tukaj ni sostorilstva že pri sprejetju
obljubljeno pri tem sprejetju, sprejetju pogoja, obveznosti, da boš upravil posredovanje, pa seveda že v samem opisu pripisuje enemu in storilcu drugemu. Tukaj je to že narobe, vendar ta konstrukcija morda je storjena zato, da se sploh lahko oba obtoženca obsodila. Da je ta konstrukcija tako, da del dejanja enega hkrati pripisuješ tudi dejanju drugega, oziroma da sta oba, da je to, kar je en delo, pa drugi, da je to skupno delovanje. No, torej tukaj ne vidimo nasprotje. Zdaj, če gremo naprej po teh znakih kaznivega dejanja. To kaznivo dejanje je uvrščeno med kazniva dejanja zoper uradno dolžnost. Pri naše pravo, da rečem na slovenskem, je bilo vedeno že skoraj da v enakem tekstu s kazenskim zakonom SR Slovenije iz leta 1977, to povzeto, tudi skoraj da z enakimi kaznimi, to zna pa, kar se na hitro reguliral, isto tudi nemško pa avstrijsko pravo, tako da tukaj ni to neka novost in tudi glede kaznovanja se ne odstopa, tako da so neka govorenja, češ da so pri nas neke elite si izgovorile, pa dosegle nizko kaznovanje, zato da ne bojo kaznovanje. To je tudi neko blodenje, to je tudi neka blodnja. Mislim, zato ker fakt tega zakonodaja tega ne potrjuje in tudi tuja zakonodaja drastično ne obstoja. Če imajo kjeri mogoče kdaj, ki je 3 leta namesto 2 leti. Tako da to natančno drugače pa tu kakšnih bistvenih razlik ni. Zakaj? Ker kot kaznivo dejanje zoper uradno dolžnost, je to kaznivo dejanje pravzaprav pripravljanje narave. Zato, ker uradna dolžnost še pravzaprav ni prizadeta, se pripravlja se na napad na uradno dolžnost. Ta napad sicer je opisan v zakonu to, da se upravi kakšno uradno dejanje, pri čemer je to lahko si razlagamo tudi uradno dejanje, ki bi se smelo upraviti. Vendar bi takšna okoliščina, da je nekdo prejel za to denar, lahko odbuja pri ljudeh sum v dostojnost, v pravilnost takšnega uradnega delovanja. In zato, dokler se še nič ni zgodilo, dokler še tega posredovanja ni bilo, kaznivost nastane že samo obljubo darila ob sprejemu tega pogoja, ki sem ga povedal, ni potrebno, da se ta pogoj tudi uresniči. V tem času še uradna dolžnost še prizadeta ni bila. In zato je to tudi pripravljalno dejanje. In če končno pride do tega posredovanja in če se potem se ne uporabi več ta doložba samostojno, ampak se uporabi druga doložba, in v našem primeru iz 3. odstavka istega člena. V 2. odstavku je navedeno, kdo je posredoval, v 3. odstavku pa je navedeno, če je potem prej ali kasneje sprejel nagrado. Torej se ne uporabi več ta doložba o posebnem kaznovanju pripravljanega dejanja. No, zdaj tukaj sprejem obljube nagrade v takšnem smislu, kot sem povedal, v samem zakonu pravzaprav ni upisan. Z tega, da nekdo je bil seznanjen, pa da so mu sporočili in
podobno, da je vzel na znanje. To še ni sprejem obljube. To še ni sprejem obljube z hkratno nasprotno obveznostjo, da boš opravil posredovanje. Drugič pa bi opis dejanja, tega pa sploh ni nikjer navedeno, kakšno uradno dejanje naj bi bilo opravljeno. Tega sploh ni. Katero uradno dejanje, ker to pa imamo videti uradno dejanje, če ga že ravno ne specificiramo po človeku, ki ga bomo pravili, po uradni osebi, moramo vse po forumu povedati, ker uradna dejanja delajo organi državne službe in tem je treba ignorirati, kakšno dejanje se bo upravilo. No, če se tega ne ve, za kakšno dejanje se je pač to dajalo, za kakšno uradno, potem to ne spada med kazniva dejanja zoper uradno dolžnost. Če se tega ne ve in če se boje, če pa ni, torej ni zadosti, da je nekdo sprejel samo obljubo nagrade. Potrebno je, da je bil, da se natančno tudi ve, da je ne samo bil seznanjen, ampak da je tudi sprejel, da se je akceptiral in akceptiral s tem pogojem, da bo določeno uradno dejanje. Če tega ne vemo, potem je ta obljuba nagrade samo obljuba neke donacije, nečesa brezplačnega. Če gre za donacijo stranke, potem je to prepovedano, samo kaznivo dejanje ne bo. To bo država lahko sankcionirala stranko na neke druge načine, če se financira z donacijami od drugo, tako da to še ne spravlja med kazniva dejanja zoper uradno dolžnost. No, potem pa nazadnje bi še pa mogoče ne razpravljal niti ne o dokazih, niti ne vsem, pa bi povedal še, da je tukaj v opisu dejanja napisano toliko stvari, ki sploh ne spadajo. Če ima dejanje opisano enkrat, potem tisto, kaj se je dogajalo potem ni več, to že spada opis nečesa drugega, lahko je to kriminalna količina, ampak ne. Za to dejanje vse tiste izjave o ljudeh, pa o teh, kaj so se pogovarjali, kje so se sestajali in vse mogoče stvari, to v tako opis pravzaprav ne sodi in mu ne daje neke pravne večje veljave, če se to veliko piše notri. Če se veliko piše notri, to samo kaže, da tisti, ki je sestavljal ta opis, pravzaprav ni imel jasne predstave o pravni vsebini tega kaznivega dejanja. No, zdaj pa sem rekel donacije in to. Vprašanje, tukaj se dogaja konkretno, naj bi to bila donacija iz provizije. Iz provizije, iz nekega upravljenem poslu, z orožjem. Mislim, da glede te provizije so običajno take, da si potem nekaj med strankami se bojo razdelijo tudi tisti, ki so zastopali stranke, pa eno aktivnost pri tem izvrševali. In tako da tukaj je ta provizija, mogoče ne bi bila nič čudnega, če jo je tudi rekel,
Patria, podjetje, če je to podjetje priznavalo. In najmanj to se mora priznati raznim tam tistim posrednikom, za katere še človek nikoli ni slišal, so pa verjetno neki taki svetovni ali malo bi rekel celo nas popači v teh zadevah, ki se predstavljajo nasilno pomembni in potem zato potegne lahko velik denar. Če se je tistim dalo, potem so verjetno te pomisli, da je treba tudi na nasprotni strani nekaj dati. Vprašanje je bilo, kdo je v Sloveniji na nasprotni strani. Če bi se recimo provizija dala v tej obliki, da reči, dobro, pogledam pa, gremo pa te še slovenski državi nazaj vojski. Zato, da bomo recimo osebno oborožitev, poleg tega jim dali še vse, plačali še osebno oborožitev. Ali pa, da jih bomo šolali za to. V tej obliki, recimo, ne bi bilo zadeva prav nič spodnega. Zdi se pa, da so najbrž tukaj, zakaj je to prišlo do tega, da so se te označili ne take prijemnike, provizije, ampak da so iskali nekaj druge. To je pa zdaj vprašanje, po mojem, ki ne bo nikoli čisto do kraja pojasnjeno. Tu se da se na 3 mestih isti ljudje pojavljajo, ampak kombinacija dejanj je lahko iz teh kombinacij njihovih dejanj teh ljudi lahko napravimo pravzaprav 3 verzije. Glede tega pravzaprav kdo je tukaj se okoristil v bistvu lahko na račun ali pa s sklicovanjem na drugih. Tukaj so različne 3 verzije in jaz nisem tako prepričan, da so Finci natančno vedeli tudi prišli stvari do dna, ker če bi natančno prišli sami stvari do dna, ne bi bili tisti, ki so pa zadnji priložili obtožbo v tej stvari. Prvi odkrili, sporočili drugi, potem zadnji obtožili. Tukaj ne bi rekel, da je z njihove strani bila nam stvar prezentirana in da se moramo tistega držati, kar so oni ljubili. Ne bi se spuščal to. Res je, da je tako zadevo težavno ugotoviti, ampak prosim, če so tukaj interesi vzadaj, da Vi ste rekli, da nočete, razkočno besedo, nočete politizirati, da se nočete v to... Ne, vse se ne bom skušal... Ne, vsega pa se tudi, če so interesi... Ampak ne, kako poteka to dokazovanje tega. To je, prej se je, pri nas se to vedno, preteklosti, recimo po tistem zakonu, se to pod gospodarski kriminal programa. To je pod gospodarski kriminal, ki ima svoje konstantne zakonitosti in tudi neko svojo kriminologijo. In z vmešavanjem politike in z politiziranjem pravzaprav mi samo zakrijemo tisto, oziroma lahko speljamo samo na nepravo pot. Tu, tako da razčiščevanje tega verjetno bo še trajalo in tudi vprašanje je, kakšna verzija bo izpadla nazadnje na presojenju na Finskem. Ampak mi se držimo tega, kar naš zakon pravi. Ta obtožba ne zadošča to vedenje oziroma te trditve iz obtožbe ne ustrezajo zakonskemu besedilu, ne zadoščajo za to, kar piše zakon, da je kaznivo dejanje. In prosim, zato pravim, da odkoderkoli so prišle te trditve ali informacija tako, ne glede na to, te ne zadoščajo po našem zakonu.